To je bil ta drugi vidik, poleg okoljskega, in tretji vidik, ki ga želimo danes izpostaviti, je vidik prostora in umeščanje v prostor. Zato vabim na oder dr. Majo Simoneti z Inštituta za politike prostora za ta vpogled v to, kako pa danes lahko trajnostno gradnjo in prenove uvrstimo tudi v celotni prostor. Ja, dober dan, hvala za besedo. Med vas prihajam kot prostorska načrtovalka in krajinska arhitektka. V zadnjem času se več kot z načrtovanjem pravzaprav ukvarjam z upravljanjem. To postaja pod vplivi javnozdravstvenih problemov in podnebnih sprememb vedno bolj pomembno, pri nas pa je izrazito zapostavljeno. In pravzaprav prenova je en del procesa upravljanja s prostorom. To je ta del, kjer se ukvarjamo z rabo, vzdrževanjem in en dan med rabo in vzdrževanjem ugotovimo, da je objekt potreben prenove. Sicer pa se ukvarjamo s prostorom in v prostoru so vse dimenzije razvoja povezane in seveda ga obravnavamo kot omejen vir in smo tukaj izrazito, bom rekla, preslišani v smislu tega, kako načrtovati razvoj, ne samo prenove, ampak tudi gradnje novih stavb. Bom skušala na hitro razložiti, kako koncept trajnosti razumemo in kako koncept trajnosti lahko pomaga pri prenovi in pa tudi pri načrtovanju novih stavb. V urejanju prostora koncept trajnosti razumemo kot nek vodilni razvojni, bom rekla, vodilno razvojno paradigmo, ki nam naroča, da moramo poleg ekonomskih vidikov razvoja sočasno in enakovredno skrbeti za varstvo okolja, za odnos do narave in pa za družbene razsežnosti razvoja. Tudi za prostorske načrtovalce, ne samo za mogoče gradbenike in druge profile ali pa gospodarstvo, je ta pomen družbenega razvoja novost, premalo se tega zavedamo in glede tega smo tudi mogoče šibko izobraženi. V prostoru se to seveda pomeni, da načrtno skrbimo, ko govorimo o družbenem razvoju, za pogoje, ki ustvarjajo možnosti za družbeno povezanost, vključenost, javno zdravje, dobro počutje, izobraževanje, kulturo in zdravstvo in potem posredno tudi seveda kakovost bivanja. In zdaj, če to, kar sem zdaj rekla, prenesem naprimer na stanovanjsko polje, ki je najbolj aktualna ali pa akutna tema, pri gradnji stanovanj ta pristop, če rečemo, da trajnostno pristopamo, seveda pomeni, da rabimo stanovanja, ampak seveda potrebujemo ta stanovanja na tak način, da so odgovorno do okolja zgrajena ali pa da so prenovljena na tak način, da ne ustvarjamo, da ne nižamo kakovosti stanja okolja obstoječega, da zagotavljamo kakovost bivanja vsem, se pravi tistim, ki so že v okolju in tistim, ki se na novo priselijo, in da tudi ustvarjamo pogoje za, se pravi, družbeno povezanost, družbeno infrastrukturo. Družbena infrastruktura pomeni, da zagotavljamo možnosti za dostop do vrtcev, šol, parkov, knjižnic, zdravstvenih domov, ter potem tudi posredno do aktivne mobilnosti, se pravi okolju prijazne mobilnosti, ki povezuje vse te dejavnosti v stanovanjskem okolju in nam zagotavlja, da pravzaprav skrbimo za svoje zdravje in okolje tudi preko tega, da hodimo peš, se vozimo s kolesi ali pa z javnim potniškim prometom. Sami si lahko odgovorite na to, kako dobro nam to gre. Mi ves čas govorimo o številu stanovanj, ki primanjkujejo, in o številu stanovanj, ki jih gradimo. Bistveno manj govorimo o tem, kako zagotavljamo tem novim stanovalcem, se pravi dostopnost do javnega potniškega prometa in dostopnost do družbene infrastrukture. Celo več, imamo že primere, ko govorimo, da smo intenzivno gradili, pospeševali razvoj naselij, pozabili pa smo naprimer zgraditi šolo ali pa pozabili pa smo naprimer na vrtce. Da o knjižnicah, zdravstveni oskrbi niti ne govorimo, da o javnih parkih in zelenih površinah ne govorimo. Večina naših stanovanjskih naselij v vseh urbanih aglomeracijah zraste na ta način, da tem prebivalcem priporočajo obisk obstoječih javnih parkov in zelenih površin. Novih javnih parkov in zelenih površin v Sloveniji praktično ne zagotavljamo. To samo po sebi mogoče ne bi bilo problem, ker verjamem, da marsikdo od vas misli, da smo mi zelo zelena država. Vendar pa to je problem, ker če javni park in zelena površina nista dovolj blizu vašega stanovanja, vam pravzaprav ne koristita zares.
Svetovna zdravstvena organizacija pravi 300 metrov do prvega parka. Šele potem ste v bistvu v stanju, motivirani, da boste park tudi uporabljali, kar pomeni, da boste lahko živeli zdravo, si zagotovili dobro počutje in boste potem tudi, na primer, uspešno delali. Ena stvar, ki si jo želimo zapomniti iz koncepta trajnosti, je tudi ta, da govori, da na 3 velikih principih gradi. Eden je ta družbena, ta generacijska odgovornost, reče, varujmo za prihodnje generacije, potem sta pa 2, ki sta zelo pomembna za načrtovanje razvoja v prostoru. Eden govori o čezsektorskih prizadevanjih za razvoj in drugih o čezmejnem delovanju. Čezmejno pomeni čez meje lastništva, čez meje področji, čez meje držav, če hočete, ker je vse v prostoru povezano, je treba torej delovati čezmejno. To sami dobro veste, nam ne gre zelo dobro, pred mano so že ljudje govorili o tem, kako si prizadevamo, da bi šli čez meje silosov oziroma posameznih področji. Zadnje čase vedno, ko govorim o teh stvarih, pokažem tole sliko. To je streha Notrdamskega katedrale, globalna kulturna dediščina, kjer, ko streha zgori na natečaju, ena od natečajnih ekip, pariški studio NAP, predlaga, da se gor uredi en takle steklenjak, strešni vrt, zimski vrt, kjer in ta zvonik se spremeni v čebeljak. To je za njih javni učni prostor, v katerem se bodo Parižani po novem učili sobivanja z naravo, o naravi in tako živeli naprej to dediščino proaktivno v nov čas. Jasno, ta ideja ni bila realizirana in jasno, da je to ena taka provokacija. Je pa ena najboljših ilustracij tega, kam gremo, kako je treba spremeniti perspektive, tudi poglede na dediščino, tudi poglede na neke grajene strukture, ki so v preteklosti še delovali kot neki vzori, danes pa pod nekimi vplivi novih okoliščin, predvsem podnebnih razmer, mogoče niso več aktualni. Zdaj, v celoti gledano in pač ves čas skozi idejo, da se ukvarjamo z prenovo stavb in gradnjo novih stavb, se mi zdi z vidika prostorskega načrtovanja in projektiranja daleč najbolj pomembno govoriti o tem, da ni dobro govoriti samo o stavbah. Nikoli ni dobro govoriti samo o stavbah. Vedno je dobro razmišljati o vsebini in potem o kontekstu. Prostorski načrtovalci razmišljamo o kontekstu, kako stavba deluje, kako tistim, ki v stavbi ali delajo ali živijo, zagotavlja, da bodo živeli tudi vse ostalo, se pravi, prišli do stavbe in živeli z stavbo in izven nje kakovostno, zdravo in seveda dolgotrajno. In ta način to lahko dosežemo samo z dobrim prostorskim načrtovanjem. Dobro projektiranje stavb ni dovolj. Zakaj? Ker samo prostorsko načrtovanje je tisto, kjer lahko dovolj zgodaj rezerviramo prostor za vse družbene dejavnosti in infrastrukturo, ki jo potrebujemo. Sami vidite, kako počasi se, na primer v prometu, ki je daleč najbolj izpostavljena, bom rekla, področje, na katerem se daleč najdalj časa že govori o trajnostnih pristopih, trajnostni mobilnosti, v resnici pa zelo počasi napredujemo. Pred mano je bilo že povedano, imamo velike težave, nimamo javnega potniškega prometa. To je zelo velika ovira za to, da bi živeli skladno z nekimi principi trajnosti in da bi lahko se pohvalili, da smo na dobri poti, da zasledujemo način, ki nam bo omogočil dolgoročno vzdržno rabo virov, kakovost bivanja in pač vse, kar bomo delali in kakor bomo delovali, tako da bo tudi za nami seveda življenje še možno. Zdaj, principi v urbanističnem in prostorskem načrtovanju so zelo preprosti in prioritete so rahlo prekucnjene zaradi tega, ker izhajamo iz krize okolja in naslavljamo v resnici prihodnost na nek drugačen način, v smislu proizvodnje, kot je bilo že pred mano rečeno, pa tudi v smislu v bistvu življenja, vsakdanjega življenja. Predvsem govorimo po eni strani o aktivni mobilnosti in javnem potniškem prometu, o krajših razdaljah med dejavnostmi, o mešani rabi prostora, o na naravi slonečih rešitvah, večji biotski pestrosti in več zelenih in ozelenjenih površinah. Vse to je pravzaprav nemogoče dosegati brez tega, da se v celoti drugačno lotimo razvojnega načrtovanja, da so delovne skupine bistveno bolj interdisciplinarne in da je medsektorsko
sodelovanje in ukrepanje bistveno boljše. To pomeni od strateške do operativne ravni na vseh nivojih delovanja pravzaprav oblikovati interdisciplinarne delovne skupine in začeti razmišljati ves čas o vseh treh dimenzijah. Prav načrtujemo razvoj, kako smo z varstvom okolja, z odnosom do narave in kaj dajemo v tem smislu ljudem, kakšno kakovost življenja omogočamo. Pri stanovanjski gradnji mogoče še to, mogoče nisem tega dovolj izpostavila, ko govorimo o stanovanjih, ves čas tudi ne samo o volumnih in o stavbah, ampak o tej dolgoživi stanovanjski gradnji, o socialni mešanici v stanovanjih, se pravi, ne dovoljujemo segregacije v prostoru, ampak želimo zagotavljati socialno mešanico in za vse to pravzaprav rabimo, jaz mislim, da ne samo več javnih sredstev, ampak tudi bistveno večjo javno voljo, kakor je bila do zdaj izražena. Posamezne stroke imajo rešitve, poznajo rešitve, vidijo rezultate, imajo pa po naših izkušnjah bistveno premalo možnosti sodelovati, skupaj biti pravočasno in v resnici ukrepati na način, ki je najboljši za vse dolgoročno. Hvala. Hvala lepa.